A smo vsi siti, zdravi, veseli? Ja. Mislim, da lahko začnemo. Ja. Okay. Čaka nas tretji sklop. V zadnjem sklopu, se pravi tretji zadnji sklop, se bomo posvetili analitiki in optimizaciji. Naš naslednji govorec je Darko Butina, priznan strokovnjak z bogatimi menedžerskimi in podjetniškimi izkušnjami, za katerega lahko rečemo, da je stalnica vseh uspešnih slovenskih startupov. Če hočemo uspeti, moramo namreč dobro poznati tudi digitalno ekonomijo. Darko Butina. Hvala za uvod. Najprej bi vas vprašal, koliko od vas dejansko uporablja neke vrste poslovna poročila pri svojem delu, rečemo tedenskem nivoju, pa dajte dvigant roko tisti, ki uporabljate. Na mesečnem? Letnem? Ok. Zdaj, glede na to, da niste vsi dvignili roke, sta dve opcije. Dejansko sploh ne uporabljate podatkov, vsaj tisti, ki niste dvignili, zato da se odločate, kakšne bodo vaše aktivnosti v prihodnje, ali pa mogoče ste še malo preveč utrujeni od kosila. Še eno vprašanje. Iz katerih oddelkov v podjetjih večinoma prihajate? Marketing? Ok. Prodaja? Finance? Ok. Razvoj softvera? Ok. Proizvoda mogoče? Ok. Glede na to, da imam pregledal tukaj velikanska večina iz marketinga, kar nekaj iz prodaje, iz financ, mislim, da ste se ena ali dve roke dvigali, pa ena roka za razvoj softvera vzad. Zdaj, poslovni kazalniki. Vsako podjetje dejansko mora vedeti, kje je, da bi se lahko odločilo, kako, pa kaj narediti za to, da pride naprej. Poslovni kazalniki so na nek način tako kot GPS podatki, torej ne kot dejansko route planner, ampak kot podatki o tem, kje se trenutno nahajaš. To pomeni, da točno veš, kje je tvoja pozicija, na kateri ulici si, na kateri lokaciji in tako naprej. Te podatki iz poslovnih kazalnikov ti sicer ne odgovarjajo na vprašanje, kako boš prišel od točke A do točke B, ampak če veš, kje si, vsaj veš, koliko ti fali, naj si bo do točke A ali pa do točke B. Zdaj pri kazalnikih, opcij za to, kaj se spremlja, je 1001. Jaz sem tam vzad za mano nametal eno kopico enih raznih kazalnikov. Kazalnike se da spremljati in grupirati po različnih področjih. Da se spremljati kazalnike, ki so vezani samo na merjenje določenih podatkov, kot recimo, koliko prihodkov ustvariš, ali koliko imaš obiskovalcev na strani in podobno. Na drugi strani so pa tudi kazalniki, ki so predvsej uporabni tisti, ki predstavljajo neka razmerja med dvemi drugimi podatki ali pa dvemi drugimi kazalniki. Zdaj, dejstvo je, tako kot je eden od predavateljev prej, Marko, omenil, da tisti, kar spremljaš, pa kar mora biti celotno delovanje kateregakoli konca podjetja usmerjeno, so dejansko tisti osnovni finančni kazalniki. Kaj to pomeni? Pomeni, moraš biti usmerjen v generiranje čim večjih prihodkov, ob čim večjem RVC-ju, ker to te na koncu pripelje do čim večjega dobička. Če to vse skupaj kombiniraš tudi s tem, da se ti prihodki stalno povečujejo in da ti raste tudi RVC in tudi dobiček, imaš recept za dolgoročno uspešnost. Zdaj, jaz se ne bom usmerjal na vse te kazalnike, ki so tamle navedeni, ampak bi se danes dotaknil tudi glede na temu celotnega dneva,
bolj prodajno-marketinških kazalnikov, konkretno tistih, ki so aktualni pri sales funnelu. Zdaj, ta prodajno-marketinški lijak, če ga zelo poenostavljeno pogledamo, je sestavljen nekako iz 3 koncev. Najprej je pač konc, kjer se dotakneš tvojih potencialnih bodočih strank, torej konc, ki je gor predstavljen kot vizitorji. Te vizitorje hočeš potem določenimi aktivnostmi spremeniti v lide, in iz teh lidov seveda računaš, da na koncu dejansko postanejo customerji. Zdaj, v sklopu tega procesa je ene par kazalnikov, ki po eni strani so izjemno očitni, je pa tudi na drugi strani dejstvo, da marsikdo tega ne gre spremljati ali pa se ostavi pri kakšnemu problemu, ko poskuša te zadeve spremljati. Tako da si bomo to malo bolj podrobno pogledali. Najprej bi vas rad na kratko pelil, čez to pa bomo pa še na parih primerih poskušali pogledati, kako to v različnih podjetjih iz različnih industrij se lahko počne. Zdaj, vizitorji se spreminjajo v lide pač po nekem razmerju. To razmerje je lahko zelo različno, izkustveno dejansko ni pravil, oziroma so ta pravila bistveno bolj vezana na to, v kateri industriji je podjetje, da koliko imaš recimo obiskovalcev na spletni strani, koliko ti jih pusti potem nek mail, oziroma da vidiš, da so dejansko zainteresirani za tvojo ponudbo, pa da jih potencialno označaš kot lide in potem tudi ta konverzija naprej v customer je tudi lahko zelo različna. Zdaj, ta razmerja, torej recimo VTL, visitor to lead ratio, je en konc, ki pač da vedeti jasno, koliko lidov se lahko nadejaš ob temu, če boš povečal število uporabnikov za toliko in toliko. O tem bo danes tudi že nekaj govora. RTS, lead to sell ratio, je pač razmerje na tem, koliko lidov nastane koliko customerjev nastane iz lidov, v kolikih primerih pride do dejansko prodajnega procesa. In pač ta dva koeficienta sta pa povezana s tem, da moraš pač vlagati določene sredstva za to, da jih spraviš čim višji. Zato je fajn spremljati stroške in stroške, ki ti nastajajo v teh posameznih fazah prodajnega procesa. Eno je pač cost per visitor, to standardno je strošek, ki bo bistveno bolj povezan z marketingom, ki se mu v bistvu po domač povedano reče oglaševanje, s tem, da oglaševanje, ki se naračunava na to, kakšen reach dejansko dosežeš. Po spletni strani je zelo enostavno, pač če oglašuješ, hočeš, da ljudje pridejo na spletno stran, zato je govora o vizitorjih. CPL, cost per lead, je strošek, ki dejansko vključuje tako CPV kot vse dodatne aktivnosti, ki so vezane na to, da si spremenil nekoga v lead. Zdaj, kaj to pomeni? To so lahko razne predprodajne aktivnosti. Lahko so to vse aktivnosti, ki se počnejo v okviru inbounda, v smislu raznega content creationa itd., kar je bilo že danes precej govora o tem. In pri samih strankah je pa strošek, ki je delač najbolj pomemben, ki se mu pa reče pač KOKA, Cost of Customer Acquisition, ki ti v bistvu pove, koliko moraš ti vložiti v posamezno dobljeno stranko, kar pomeni, karkoli ti dobiš več od stranke, pa govorim v smislu RVC, ne prihodkov, več od KOKE, si v bistvu naredil profit, pomeni, da se ti taka in tovrstna aktivnost splača in se splača čim večkrat ponavlja, dokler le lahko generiraš nove stranke. Zraven pri strankah, kako se oceni, pa iz česa se ve, koliko ti stranka dejansko prinese, je tudi, kar je bilo danes že omenjano, CLV, Customer Lifetime Value, ki v bistvu predstavlja dejansko, kot ti enkrat narediš prodajo, lahko od določenih strank si nadejaš bistveno več in bolj pogostih nakupov. Kar pomeni, da zate ena dobljena stranka ne pomeni samo enega prodanega artikla, ampak pomeni lahko bistveno več prodanih artiklov. Zdaj, iz česa je Customer Lifetime Value sestavljen? Je sestavljen na eni strani, če ga naračunavaš v povprečju iz Average Purchase Value,
kar pomeni poprečnega nakupa, potem iz tega, koliko v povprečju naročil izvede vsaka stranka v nekem določenem obdobju, recimo v enem letu, in iz tega, kakšno oceno imaš glede tega, koliko let, koliko časa boš lahko tako stranko zadržal. Zdaj, tista podjetja med vami, ki imate daljšo zgodovino, vam je mogoče sploh ta zadnji podatek lažji oceniti kot nekim novim, se pa da še vedno, predvsem s tem, da se čim več pogovarjate s sodelavci, pa s tistimi, ki so mogoče v vaši dejavnosti dalj časa, da pridete do neke ocene, koliko je raren customer lifetime in da potem posledično s podatki, ki so značilni za vaše podjetje, kar je average purchase value, pa average number of purchases v določenem obdobju, pridete do tega, kakšen je dejanski customer lifetime value. Zraven pri temu je še en dosti pomemben kazalnik, ki se ga tudi splača spremljati, in to ne samo podjetjem, ki imajo recurring storitve, torej storitve, ki se iz meseca v mesec znova in znova plačujejo, kar je črn. Črn dejansko predstavlja stopnjo odpovedi in dejansko pokaže odstotek strank, ki so odšle stran od vas v določenem časovnem obdobju. Zdaj, pogledali si bomo 3 primere, kako ta prodajni lijak z malo bolj plastičnimi vsebinami, kazalniki zgleda. Mimo vrste verjetno vsi poznate, je pač največja slovenska spletna trgovina, dejavna, kot sem rekel, v spletni trgovini, kar pomeni, da gre za relativno standarden prodajni proces, torej posameznike hoče mimo vrste spraviti na svojo spletno stran, iz njih potem poskuša narediti kupce in hoče, da te kupci čim večkrat kupujejo pri njih. Zdaj, elektroenergija je v Sloveniji največji ponudnik električne energije končnim odjemalcem, torej po številu uporabnikov v bistvu kar daleč največji ponudnik. Zdaj, pri njih gre za to, da imajo zelo velik recurring strank. Vse stranke, ki pač vzemajo električno energijo, so stranke, ki se ne odločajo o nakupu iz meseca v mesec, ampak vsak mesec preprosto plačujejo. Oni se tudi recimo precej ukvarjajo s tem, kako pridobivati stranke in kako jih zadrževati, in v okviru tega je ta celoten sales funnel skupaj za črno dosti relevanten. Tretji primer, ki si ga bomo pogledali, je pa SaaS reporting. Gre za startup, katerega ustanovitev sem sicer jaz, ampak gre pa za startup, ki se ukvarja z osnovnim poročanjem, ki omogoča v bistvu podjetjem, da relativno ugodno pridajo do storitev kontrolinga, tudi že manjšim, srednjim podjetjem, pa tudi večjim. In tudi na tem primeru si bomo pogledali, kakšen za SaaS reporting bi pa moral biti sales funnel, pa kakšen ga okvirno nameravam postaviti v naslednjem obdobju, ko se pač lotevam tega projekta. Zdaj, za mimo vrste je tako, da pri spletnih trgovinah je zelo težko določiti, kdaj ti nek vizitor na spletni strani postane lead. Pač to je načeloma itak arbitrarna odločitev vsakega posameznika, ampak dostikrat je tako, da spletne strani, spletne trgovine gledajo dejansko na vse obiskovalce, tiste, ki so dejansko prišli k njim na spletno stran kot na lide. In to tudi v tem primeru sem vzel, tako da dobiš obiskovalce na spletno stran mimo vrste, dejansko ima mimo vrste pri temu 2 glavna stroška, in sicer tak največji je strošek oglaševanja, pa strošek PR-ja. Torej kakršnih kolektivnosti, s katerimi povečuješ nek brand awareness in vse ostalo, s katerim pač generiraš dodatne obiske na spletni strani. Če vzameš pač seštevek teh stroškov, pa deliš za tem, koliko ti rata dobiti obiskovalcev na spletno stran, imaš dejansko, kakšen je tvoj cost per visitor. Zdaj, kot sem rekel, mimo vrste dejansko teh leadov kot takih ni, zato, ker so leadi enaki obiskovalcev, so enaki obiskovalcem. Zato se poskuša te obiskovalce spremeniti v kupce.
Pri temu je pa ključno to, da se pač spremlja, kakšni še dodatni stroški, torej poleg stroškov CPV-ja, nastajajo. Zdaj, pri Mimovrste so to v bistvu vsi stroški predprodajne podpore. Kaj to pomeni? To pomeni, da je stran ustrezno vzdrževana, da stalno deluje, da IT zadeve vodi, da so podatki v bazah urejeni in tako naprej. Ko pač vzameš ta strošek operiranja spletne strani skupaj s stroškom predprodajne podpore in pač stroški marketinga dobiš in to deliš pač z številom vseh strank, imaš dejansko določeno, koliko te stane pridobitev posamične stranke. Zdaj mogoče v številkah sicer ne morem govoriti čisto za Mimovrste iz različnih razlogov, ampak generalno je tako, da za različne firme ta strošek pridobitve stranka gre tam, če prodajate zelo visoko cenovne artikle, je ta strošek v business-to-business segmentu lahko merjen do 10 tudi več tisoč evrih. Če govorite o business-to-consumer, v business-to-consumer segmentu ta strošek standardno ni višji od 100 evrov. Se pa giblje tam, po 10 ga skoraj ni, pa gre do 100 v business-to-consumer segmentu. Zdaj, ko imaš nekako izračunan ta strošek za Mimovrste, moraš pogledati, pač kakšen je lifetime value posameznega kupca, ker to dejansko da potem nek rezultat okrog tega, koliko se ti dejansko splača vlagati v posameznika. Zdaj, pri spletni trgovini je zadeva relativno enostavno, vzameš vrednost povprečnega nakupa, ker je podatek, ki ga stalno meriš, povprečno število nakupov v letu tudi in pač povprečno življenjsko dobo kupca. Zdaj, recimo, en rezultat tazga pristopa je pri Mimovrste bil pred leti tudi uvedba VIP lojalnostnega programa, kjer pač tiste stranke, ki porabijo, oziroma so porabile 600 evrov v posameznem letu, pa upravljajo vsaj 3 nakupe, torej oba pogoja, v posameznem letu oba pogoja sta morala biti izpolnjena, so za naslednje leto pridobile pravico do brezplačne dostave. Tako da s tem je Mimovrste poskušal v bistvu narediti to, da je na eni strani čim bolj podaljšal življenjsko dobo kupca, zato ker to, kar kupec kupuje, se mu ta ugodnost tudi ohranja. Hkrati je pa šel ciljano v tiste kupce, ki je bilo prej, recimo, prejšnje predavanje omenjen ORFM metodologija, tisti, ki dejansko prinaša največjo dodano vrednost podjetju. Zdaj, črn, načeloma črn se ponavadi računa predvsem za firme, ki imajo stalne, redne, mesečne nakupe, ala, pa se mu dotakne elektroenergija, pa tudi Saš reporting funkcionira na tak način. Zdaj, pri Mimovrste gre za to, da si pač postaviš neki kriterij, s katerim rečeš, da je določena stranka ni več tvoja stalna stranka. Ta kriterij je lahko prej sem omenil tisto mejo 3 nakupov na leto, torej vsak, ko prav manj kot 3 nakupe ni, tisto, ko prav 3 nakupe ali več, pa je tvoja redna stranka. In s tem v bistvu lahko spremljaš, kako se ti delež stalnih strank spreminja in posledično veš, kdaj ti pade in poskušaš poiskati razloge pa ukrepati zaradi tega. Zdaj, če gremo naprej na elektroenergijo, elektroenergija je pač iz dejavnosti, ki je bila včasih monopolistična, danes ni več, je v bistvu izjemno tržna, je tudi precej hud konkurenčen boj na trgu med različnimi ponudniki električne energije. Tako da se vsak izmed ponudnikov precej bori za svoje stranke in za pridobivanje novih, pa tudi za ohranjanje starih. Zdaj, pri pridobivanju novih je sta ta glavni orodji pri električni energiji dejansko neka spletna prisotnost, zato ker jo imaš stalno na voljo, pa direktna prodaja. Imaš sicer tudi dodatno vpraševanje, s katerim zvišuješ pač nek brand awareness, ampak v bistvu računaš, da bodo ljudje potem prek informacij, ki jih imajo, prek tvojih kontaktnih točk, spletne strani, telefonov in td. Prišel nekako do tebe, da jim boš lahko nekaj ponudil. Za elektroenergijo dejansko cost per visitor je dejansko strošek oglaševanja, PR-ja, pa strošek priprave kakršnih koli baz za namen direktne prodaje. Potem, zdaj iz teh aktivnosti, ki sem jih omenil, se poskuša pač priti do tega, da imaš med
lidi, tiste, ki dejansko izkažejo nek interes za ponudbo. Zdaj interes za ponudbo jasno pomeni, da dejansko dobiš ali draft pogodbe ali konkretno pač, evo, zdaj smo pripravljeni ponuditi električno energijo po taki in taki ceni. Cost per lead, v takem primeru je sestavljen iz CPV-ja plus stroška dejanskih aktivnosti, torej klicev in podobno. Pa potem se poskuša pač te interesente spremeniti v stranke, tako da se dejansko vklop še neposreden direkten prodajni kanal, tisti, ki so mi pač ne odločil sami, tako da imaš potem koga, ki je sestavljena iz CFL-ja plus strošek dejansko direktne prodaje. Po direktni prodaji dejansko spreminjaš tistega, ki ga imaš v bazi podatkov, če govoriš o tem, da prideš osebno do nekoga, ga potencialno spremeniš takoj v stranko in ne prek tega, da ga spremeniš v lead. Zdaj, vse te aktivnosti pri pač prodaji električne energije morajo biti pokrite z customer lifetime value, kar je v bistvu v primeru energetskih podjetij, tisti konc, ki ni vezan na plačilo omrežnin in podobnega, to pomeni približno 1/3 računa, ki ga vsi plačujemo za elektriko, pa neka pričakovana življenjska doba. Zdaj pri elektriki, pri električni industriji je ta pričakovana življenjska doba vse od 3-4 let pa se vleče tudi do 7-8. Zdaj v Sloveniji je še zmeraj relativno dolga, ponekod v tujini je tudi bistveno krajša, v kakšnih državah tudi po 2 leti. Pa to pač, kot sem rekel, če imaš zgodovinske podatke, firma ti je pa mogoče malo lažje ocen, drugače pa izhajaš pač iz neke ocene, pa temu prilagodiš potem svoje odločitve. Ti zdelaš stranki, odpove energent v določenem dolgu, ti pa predstavlja pač črn. Zdaj spet, stopne črna, ki so normalne, so izjemno odvisne od industrije. Je pa tako, da generalno tam 10-20% večinoma ne predstavlja večjega problema, če greš višji gor, je to drugačno. Govorim zdaj za primer elektroindustrije, ampak zelo nasplošno. Če imaš črn, ki se giblje 50% in več, imaš potem precejšen problem s kakršnikoli zadržanjem, ki je tako stran. Če pa po 10, si pa super. Zdaj za Saši Portnik, sem rekel, ne izhaja pač iz tega, kako se trenutno zadeva funkcionira, ampak kako bo funkcionirala. Zdaj Saši Portnik, to še nisem prej povedal, pač poslovni model vzad pri temu poslovnemu poročanju je, da se za razliko od konkurence ne zaračunava implementacije kot take, ampak gre za neko mesečno plačilo, kar pomeni, da je precej bolj podoben poslovni modelu elektrobranže, kot naprimer mimo vrste, tako da zdaj, če hoče Saši Portnik nekako spet, treba poskrbeti za to, da ima zadost obiskovalcev, to je na eni strani generirati obisk spletne strani, pa na drugi strani generirati zadost nekih potencialnih kontaktov za prodajo. Zdaj, dva stroška, ki prijete tukaj zraven, je pač PR, samo oglaševanje prek weba v manjši meri, ker je to relativno oska usmerjena storitev, tako da pridejo tukaj zraven še priprava določenih podatkov oziroma baz za kontaktiranje interesentov. Potem, ko se pač preko neke uspešnosti pride do dejansko lidov, so te lidi tisti, ki so dejansko izrazili interes za ponudbo, sestanki in podobno, torej je pač presečna zgodba ta, da dejansko dobiš neko povratno informacijo, ki je v pozitivnem smislu, mi bi se radi še pogovarjali naprej z vami, da označaš posameznega obiskovalca za lida oziroma za interesenta, torej v tem primeru je strošek CPL-ja, CPV plus strošek klicev in direktne komunikacije, torej sestanka, pogovora, predstavitve in tako naprej. Med temi interesenti se potem v določenem razmerju pridobi določene stranke, pri čemer je strošek pridobitve teh strank, koliko za v primeru Saši Portnika, tisto smo že prej govorili, torej CPL plus strošek dejansko direktne prodaje, ne kakršne dodatnih aktivnosti in vsega ostalega, kar jih upravaš za neko stranko, da prideš v končni fazi pač do podpisa pogodbe.
Zdaj, v tem segmentu, ki je čisto business to business, bo koka verjetno raj višja, ne sicer na nivoju par tisoč evrov, kot storitev sama ni toliko vredna, ampak bo višja kot v recimo business to consumer segmentu. Zato je ta customer lifetime value še toliko bolj pomemben, ker dejansko v prvi fazi smo tudi zaradi tega, ker se recimo za storitev samo za implementacijo tega poslovnega poročanja ne zaračunava, bo dejansko kakršenkoli zaslužek se ustvarjal skozi lifetime value stranke in ne v obnevu ena. Tako da tisto, kar bo dejansko definiral, koliko je ta storitev uspešna na daljši rok, bo povprečna mesečna vrednost storitve, trenutno je pač nastavljena na ranga 350 evrov na mesec. Pač povprečno število nakupov, ker gre za mesečno, dejansko se lahko računa, da ko dobiš stranko, imaš v enem letu približno 4000 plus evrov prihodkov, in to, koliko časa ti uspe tako stranko ohraniti. Iz tega izhaja pač, koliko se splača dejansko investirati v pridobitev stranke, upoštevanje tega, da za izvajanje te storitve imaš določene stroške. Črn v primeru Saši Potinga bo pa dejansko tisti, ki delež stranka, ki storitev v nekem določenem obdobju odpovejo. Osebno pač glede na storitev, kakršna je, v primeru konkretno Saši Potinga ne računam na kaj dosti večji črn kot tistih povprečje 10-20%. Zdaj, to je na kratko to, tako da če imate kakršnakoli vprašanja, na dan z njim. Vprašanja? A ste še preutrujeni v kosilu? Prav, pa hvala za pozornost. Hvala,